Vakuumirke ali vakuumski varilci folije. Ja, to so tiste imenitne mašince, brez katerih v takih bolj resnih gospodinjstvih praktično ne gre več. Za svojim vakuumom poskrbijo, da naše najljubše stvari in ozimnica ohranijo svežino in kvaliteto tako, kot je bila prvi dan, ko smo jo zvakuumirali. Seveda te mašince z uporabo imajo nekaj komponent, katere je potrebno zamenjati oziroma sama mašina potrebuje vzdrževalni servis. Pa si poglejmo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri takih vakuumirkah so nekatere komponente te, ki se iztrošijo, saj so v bistvu iz pene. In to je to tesnilo tukaj okoli v tej vakuumski komori in ko to v bistvu se znuca, zgubi na tesnilnosti in potem ta senzor, ki je noter, ki za znak daje dovolj vakuuma, da potem aktivira varjenje, enostavno ne doseže tega vakuuma in potem mašina ne deluje. Sama zadeva se praktično obrabi, ampak jo je enostavno vzeti takole ven. To so iztrošena tesnila. In naj samo povem, da vse skupaj, kar bomo danes menjali, spada pod neke vrste potrošni material in ne stane niti 10 evrov. Zato se to res plača delati in tukaj pač ne improviziramo s kakim drugim gumam. Prvo, preden bom vstavil novo tesnilo, tudi priporočam, da vse dobro očistimo, saj vakuumiramo meso, tudi kakšne ostale pokvarljive zadeve in pač vakuumirka mora biti čista, da ne bi prišli do kakih okužb. No, tako se je zdaj očistila tale vakuumirka. Najbolj za čiščenje je kar kak čistilni alkohol, ker skuži. Za čiščenje so bile tele palčke za čiščenje ušes in podobno, s tem se res pride zraven, tudi kak zobotrebec pride v poštev, pa kakšna stara zobna ščetka je pač nepogrešljiva stvar. To je pa to. In zdaj, ko imamo mi to vse zglancan, lahko damo nova tesnila noter. Tukaj ni nobenega kunšta, sam po obliki se lepo vstavijo noter. Tako. Tako. In zdaj takole samo narahlo stisnemo dol, da se res vse skupaj lepo usede v ležišče. Evo. Odlično. Mimogrede, če še koga zanima, pri teh vakuumirkah se lahko za lažje čiščenje tudi sam pokrov vzame dol, ker tukaj tudi kaj zateka, pa se potem takole vstavi nazaj. Pri čiščenju naj izpostavim še na spodnjem delu, tule taka v bistvu varnostni ventil, ki ščiti vakuumsko črpalko pred tem, da bi kakšna tekočina prišla v sam motoriziran oziroma elektrificiran del. To se vzame ven in to peno se očisti. Tudi to se da zamenjati, ampak če smo dosti nežni, lahko tako peno tudi operemo. Potem, ko je to res dobro posušeno, se jo vstavi nazaj. Preverimo tudi, da je ta del čisti, drugače tudi ta del je pralen, ta prozoren, ker tole mora tako lepo delati. Pogledamo tukaj noter, če je vse v redu, vstavimo to nazaj v ležišče, tako, na eni strani je večje, na drugi manjše in obrnemo. In ta del je potem popravljen, porihtan, poservisiran, spedenan, kakor hočete. V glavnem, potem pa je tukaj še ta del, kjer je žarilna nitka. Te mašine imajo to tako narejen, da nimajo tako tiste prve, ko so bili v bistvu varilci vrečk, ko so imeli takle tisto žičko, ko jo je pol človek lahko trgal, če ni bil nepreviden. Jo imajo pod trakom. To je teflonski trak, ki se ga tudi menja in spada pod potrošni material. Tega se takole lepo odlepi.
vlečemo ga tako, ne gor, ampak takole. Evo. Potem se tudi to z alkoholom očisti. Zato tudi, da se ta staro lepilo lepo očisti dol. Tako. Tako, kolikor se je dalo, se je to očistilo. Nov trak, seveda potem, ko prijazni gospe tam povete točno, katero vakumirko imate, se bo kupil točno tak trak, ki potem pa še tukaj noter. Za nadomestek tega traka še nisem slišal, zato pač tukaj res tudi. Pri vseh stvareh je tako, pri filtrih za sesalc, pri teflonskih trakih za vakumirke, pri karkoli hočete, držite se tega, da se kupujejo original deli. Potem se takole tole odlepi. No. Tako. Takole. In zdaj postopoma lepimo in zaščitno to folijo odstranjujemo dol. Vidite, da bo to res lepo ravno nalepljeno. Tukaj mora biti ta del ravn, zato ker če bomo to kaj zmučkali, potem ne bo lepo zavaril. Tako. Evo ga! Mašinca je spedenana. No, to pa je zdaj vakuum. Kot sem rekel, strošek takega vzdrževalnega servisa je zares majhen. Te vakumirke so tiste, ki poskrbijo, da nam je pol fajn, ko kaj takle izrečke odpremo. No, ne ravno, če so klešče. Zato res priporočam, skrbite za svoje varilne aparate, ker vam bojo to povrnili za the best za vakumirano ozimnico. Z njimi pa se itak da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.